Dan v Ljudskem vrtu je tokrat minil drugače od običajnega. 5. leto zapored je klub v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom in Rdečim križem organiziral krvodajalsko akcijo Vijolična kri za vse ljudi. Tudi tokrat je bil odziv pravi. Vsega skupaj se je za to plemenito dejanje odločilo 155 ljudi, ki so prišli v Ljudski vrt kljub slabemu vremenu, in kar nekaj je bilo takih, ki so se odzvali prvič. To je zagotovo ne zadnjič. Nateklo je 55.350 ml krvi. Ob tem pa smo dobili še nove podpisnike izjav o darovanju organov in sedaj smo že pri številki 353. Sam sem imel tudi pozitivno izkušnjo kot mladenic, imel nesrečo in takrat so mi drugi darovali kri za mene, zdaj pa pač vračamo slugo za nekoga drugega. Če imam dobro kri, pa če jo nekdo rabi, zakaj ne bi delili, da lahko nekomu tudi mogoče rešimo življenje ali pa pomagamo pri zdravju. No. Ljudje drugi tudi nucajo kri in zakaj ne? Ljudje moramo si pomagati med sabo. Tako kot Maribor pada, mi kot navijači moramo jim stati ob strani in jim dvigniti moralo, da pol zmagujejo. Točno z ženo, s Tamalim, tako da mi smo vsi navijači Maribora, srce Maribora, odrasel sem v Mariboru, tako da živim za Maribor. Med krvodajalci sicer ni bilo nogometašev, saj jim treningi tega ne dovoljujejo, so pa prišli pozdraviti krvodajalce in jim izraziti podporo. Ja, super, lepo je bilo videti zjutraj, ko smo prihajali na stadion, vse te ljudi, ki so prišli pripravljeni pomagati soljudem. V očeh teh ljudi je videti tisto iskrico, da so željni pomoči, da so željni pomagati. In to so eni take lepe občutke, ena taka pozitivna energija se čuti v teh prostorih danes. Vijolična kri za vse ljudi ni le slogan, kajti zdi se, da se je življenjska tekočina ta dan v Ljudskem vrtu pretakala v bolj vijoličnih odtenkih. Ja, seveda, če smo vsi vijoličasti danes. V Dom prvakov pa se znova vračamo v soboto, naslednje poglavje v boju za naslov prvaka Maribor Radomlje v soboto ob 20:15.